v priredbi za violo seveda. Torej, današnje srečanje je posvečeno violi. Hvala, da ste se zbrali v tako letnem številu in bom kar začel z enim odlomkom. Če govorimo o violi, govorimo o violistih in o njih je kaj povedati. Ti glasbeniki so ustvarjalni, zreli, dosledni, uspešni, iznajdljivi, motorični in še kakšna lepa beseda se najde za poklicno početje vsakega violista, pa če tudi je v pokoju. Ker vsak violist opravlja nad vse pomembno delo, biti mora neslišan v orkestru, čim manj opazen v skupini godal, četrti v godalnem kvartetu, saj so menda 4, za solistično delo pa je poskrbljeno, kar se da enostavno, skoraj da ga ni. O teh žlahtnih muzikantih je nastalo več prijetnih dovtipov kot skladb, ki naj bi jih izvajali. Violisti so zelo cenjeni, primerjajo jih s številnimi simboli, njihovo delo pa z najbolj atraktivnimi poklici, gasilci, lovci in tako dalje. Veselijo se vsake priložnosti, da se izkažejo in vsakega giba, ki na ta ali oni način ustvari glasbo. Njihove vrline pridejo do izraza tisti hip, ko zapustijo suženstvo ob igranju violine. Šalo na stran, ampak kaj pa, če je v tem zrno resnice? Torej, danes bomo predstavili Spomine violista, knjigo, ki jo je napisal profesor Franz Ausenek, nam vsem znan, solist v simfoničnem orkestru, organizator kulturnih dogodkov, skladatelj, aranžer. In še kar nekaj tega bi se našlo in v tej knjigi je to popisano. Prvo, kar preseneti človeka je, kako velikanska količina dela je napolnila eno življenje, eno delovno dobo, 45 let in še potem.
Jaz pa bi tukaj porabil to priložnost, da se profesorju zahvalim za tisto, kar je naredil za vse nas. Kolege v tistih letih organiziral honorarno delo, tako imenovano tezgo. Ko so bili težki časi in smo s svojim delom, kot je on rekel, denar mora biti prislužen, ne pa prigaran. Lahko nekako tudi v tistih hudih časih so razmerno dostojno živeli tudi in mogoče predvsem zaradi njegovega truda in res nesebičnega dela. Toliko o tem. Zdaj bo pa Ivan Lotlič prebral nekaj odlomkov iz njegove knjige. Torej začne se stvar, se začne v Beogradu, kjer so živeli, ker je pač oče Franca Avseneka, ki je bil vojaška oseba in visok oficir v internaturi, je živel v vojaškem bloku, polnem preverjenih oseb in zaupnih ljudi in nekega vročega poletnega dne leta 1949 se je pri odprtem oknu torej zgodilo tole. V zimskih dneh smo ogrevali samo kuhinjo. Kamitovič v dnevni sobi smo zakurili le takrat, ko so bili napovedani obiski. Pravzaprav so imeli tudi drugi dve sobi, lepa izdelka, močarsko vrti, a jo nismo uporabljali. Poleti smo bivali v dnevni sobi, ki je bila v tem času prijetno hladna. Tako je bilo tudi tistega dne, ko sem se sprehodil iz dnevne sobe v kuhinjo. V rokah sem držal dve pokrovki. V ritmu korakov sem tolkel drugo v drugo. Tap, 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 tap. Pozabil sem na bom gospod v sosednjem stanovanju, na široko odprta zakonska vrata in na odprta okna. Še več, glasbeni ritem sem podkrepil s skandiranjem. Tito svina, Tito svina! Izvirnega besedila nisem dolgo ponavljal, nad mano je stal oče in mi z roko pokril usta. Franci je hodil v nižjo glasbeno šolo in potem na elitno srednjo glasbeno šolo v Beogradu, kjer se je začel učiti violino pri profesorju Milanu Nikoliču. Potem pa je prišlo do preobrata. Na inštrumentalnem oddelku sem začel pri profesorju Milanu Nikoliču. Bil je zadovoljen s mojim znanjem iz nižje šole in dobro sva napredovala, dokler ni zbolel in je moral žal zadači čas prenehati s delom. Nadomestni profesor je postal mlad, komaj diplomirani študent akademije, seveda predizkušen. Začel mi je spreminjati držo. Prepričeval me je, da ima težave z ritmom in še. To me je spomnilo na izkušnjo iz nižje glasbene šole. K sreči se ni podobila, letnik je bil za mano in začetkom novega šolskega leta se je vrnil tudi profesor Nikolič. Že na eni prvih ur je nenadoma odložil violino, s katero mi je vedno demonstriral, kaj je od mene želel slišati in mi rekel: Franc, sedi. Po krajši tišini je spregovoril. V času, ko me ni bilo, sem premišljeval o nadaljevanju tvoje glasbene poti. Očitno je, da hočeš postati profesionalni glasbenik. Imaš tudi kvalitete solista. Verjetno pa tudi sam slišiš, da je nekaj kolegov z tvojega razreda boljši. Če želiš postati v njihovi družbi, ti svetujem, da v naslednjem letniku začneš študijem viole. Viola dobila v svetu glasbe nove dimenzije. Skladatelji temu inštrumentu posvečajo izredno pozornost. Pridružili se boš šolski eliti. Poleg solističnih dosežkov si zato še bolj koristen v komornih skupinah in konec koncev violistov ni.
Presenetljivo hitro sem sprejel njegov predlog, pravzaprav sem potreboval te besede. Zares mi je hotel vse dobro. Na naslednji uri sem ga samo prosil, da ostanem na študiju pri njem. Do konca šolskega leta sem nabavil inštrument in se dobro naučil brati novi zapis v violskem altovskem ključu. Kasneje sem dojel, kako prav je imel profesor. Z stranskega tira sem prestopil na glavni tir. Sledi opis orkestrskega sola. Ne čujete. Aha, sledi opis orkestrskega sola na ameriški turneji. Naj nadaljujem z mislijo Uroša Gregorška, da se v simfoničnem orkestru vse začne in konča pri godalih. Ta godala morajo imeti na pultih poleg svetovnih uspešnic tudi slovensko glasbo, ki za njimi nič kaj dosti ne zaostaja. Zaostaja morda zato, ker je ne cenimo dovolj. Morali bi nameniti več pozornosti, jo igrati s ponosom in jo seveda večkrat uvrščati na koncertne sporede. Naj omenim nekaj del. Slavko Osterc, Religioso, Marjan Lipovšek, 3 nadvse pretehtane suite za godala, Uroš Grek, Simfonija per Arki, Alojz Srebotnjak, Rapsodika za godala, Dan Škerl, Serenada za godala, Pavle Merku, Alisija iz Sončece. Prav posebej cenim skladbo Janija Goloba, 4 slovenske ljudske pesmi. Naslovi pesmi so Kresna, Zajka in Sončica, Vörabije, Sunce mi zagaja in Sveti Sintilavnič. Jani je najprej napisal Svetega Sintilavniča in zato priredko prejel odmevno nagrado v Bratislavi. Sledila je Vörabije, za katero je Mile navijal najposkladba za solistično violo in bil uslišan. Ko je Jani napisal še Kresno in Zajko, je nastal cikl 4 slovenskih ljudskih pesmi, ki ga je samo simfonični orkester naše radiotelevizije izvedel najmanj 40-krat. Izvedbo, ki je bila in bo zame ostala najboljša, bom poskusil opisati, kaj pa tudi res za violski solo. Na turneji po Severni Ameriki smo imeli 4. marca 1983 koncert v Torontu. Iz sivega in vetrovnega dne smo vstopili v znamenito Roy Thompson Hall. V dvorani sta nas pričakali popolnoma druga klima in osvetlitev, velikost, akustika, ozračje, svetloba, vse, na kar smo glasbeniki najbolj občutljivi, vsi pogoji so bili optimalni. Prvo točko koncerta, uverturo Ruslan in Ljudmila Mikaila Glinke, ki je v manjših dvoranah lahko zazvenela grobo, je ta dvorana zlahka poglobnila. Zdaj smo ostali sami godalci. Pri prvi in drugi pesmi so se naši rojaki v dvorani še malo presedali, ko so prepoznali domačo folkloro, mogoče so nekateri celo poznali napev. Ko se je v Vöri zaslišal uvodni tremolo, so poslušalci utihnili, violine so odigrane, tistih nekaj simbolnih akcentov, akord pred mojim solom, vstopom je ustavil dihanje 2000 glave množice. Kakor da bi vse obstalo. Namenoma sem zadržal vstop. Zdaj smo v nižišču. Takšno vzdušje, takšno napetost v takem ogromnem prostoru je moč slišati samo na koncertu. Popolnoma jasno, svetlo modro nebo pred jutranjo zarjo čaka na prihod sonca na obzorju. Tako zdaj čaka tudi moj lok na dotik struno. Pojavi se ton. Sonce hitro zajame obzorje. Tudi moje igranje dobi zamah. Nepozadno. Maestro Nanut je samo spremljal moje izvajanje in se mi pridružil v drugem delu fraze. Naslednji dan, v New Yorku, je sicer pokomentiral, ne pusti čakati tam, mislil je na zadržek pred nižiščem,
ker moram popravljati roko. To se je lahko zgodilo samo takrat in v tistih okoliščinah. Nanut je vedel, da sem naredil pravo. Dobiti priznanje od dirigenta. Franz Ausenek starejši je študiral na Intendantski akademiji, še Kraljevski Intendantski akademiji, pred drugo svetovno vojno v Šentvidu pri Ljubljani. No in začetek celotne zgodbe je bil takšen. Moja zgodba se nadaljuje v času šolanja 12. klase kadetov Intendantske akademije. Šola je bila v Šentvidu pri Ljubljani. Po preklih vojaških šol so gojenci po celodenskem pouku imeli proste izhode ob nedeljah in praznikih. Tisto praznično jutro so 12. klasi dobili dnevni izhod, vendar v paradni uniformi in na konju. Spretni so v skrbno urejenih uniformah hitro krenili v hleve, kjer so za izhod tako izbirali pohlevne in obogljive živali. Ko je kadet Ausenek prišel v hlev, ga je v ogradi čakala živčna in nestrpna kobila. Naj se vrne v kazarno ali sprejme boj s kobilo. Dan je bil prelep, da bi je zapravil za ograjo, strumno je zajahal. To je bilo dovolj, da se je kobila pognala v divji dir. Odpeketala je mimo preglednega mesta, kjer so nadrejeni pregledovali, ali so kadeti opremljeni, kakor veleva protokol, in dirjala malo po cesti in malo po poljih, dokler kadet Ausenek ni pred sabo zagledal Šmarne gore. Rešitev se je sama pokazala, naravnost navzgor do popolne utrujenosti. Vmes je prehiteval skupinice in posameznike, ki so za praznik pešačili na goro. Ko se je kobila že malo upehala, se je iz skupine deklet, mimo katere je Jakov zaslišal. Poglej, ta je pa pravi, samo prehiter. Kobila se je končno umirila in jezdec je vzel predah. Razjahal je in počakal na dekleta, ki so vesele, polne smeha prihajale po poti. Aha, spet vi? Ali mogoče čakate mene? Ja, se je glasil kratek odgovor, ki ga je spremljal vse življenje. V sodi ni bilo mogoče ubežati. Po krajšem sprehodu s kobilo sta si v bližnji gostilnici izmenjala lectovih srci. Kaj je pisalo na njiju, sta mi povedala, vendar si nisem zapomnil. Mislim pa, da je tako prav. Naj ostane njuno. Po prvem letniku Akademije za glasbo v Beogradu se študent Ausenek preselil v Ljubljano in zelo kmalu ga opazijo in povabijo na audicijo v simfonični orkester RTV Ljubljana, takratni. Vrata so se odprla in moji bodoči kolegi so začeli vstopati v studio. Drug poleg drugega so se postavili ob stene in na koncu sta prišla še Prevoršek in Hubat. Pozneje sem izvedel, da je Prevoršek skrajšal vajo orkestra, da bi bili vsi navzoči na moji audiciji. Prišlo jih je najmanj 60. Temperatura je naglo naraščala. Za toliko ljudi je bil studio premajhen. No, fant, kaj nam boš zdaj igral? Je ponovil besede izrečene prejšnjo sredo v pisarni. Johana Sebastiana Bacha, prvi stavek iz sonate za violino solo v G-molu in sonato za violo in klavir v D-molu Benedetta Marcella. Nastopanje sem bil vajen, vendar je ta nastop postajal zelo poseben. Parket je začel škripati, nekdo je kašljal, ženska torbica se je odprla in zaprla, in kar je bilo najbolj nadležno, v 7 minutah, kolikor traja Adagio Bachove sonate, je temperatura narasla na za najmanj 10 stopinj. Viola mi je povzela izpod brade.
Bacha sem igral po svoje. Tako kot me je učil Pajevič, si nisem upal predstaviti se. Pri svoji interpretaciji si je dovoljeval veliko ritmično svobodo. Glasbeni misli je sledil, kot da pripada pozni romantiki, kar se gotovo ni bilo primerno za čas, v katerem je ustvarjal Bach. Poskušal sem igrati bolj poduhovljeno, z majhnimi ritmičnimi odstopanji. Med skladbama sem naredil kratek premor in ponovno uglasil violino. Sonato Marčela sem igral solo, ker nismo imeli pianista. Prvi stavek Andante sem zaigral kar brez ponavljanj, v drugem, v Allegru, sem pa ponavljal prvo repeticijo. Igral sem ga, kolikor sem mogel hitro. V sonati da Geza se drugi stavek Allegro izvaja hitreje kot četrti stavek, ki je prav tako Allegro. Tukaj je Preboršek moj nastop prekinil in rekel, da so slišali dovolj. Vprašal je vse navzoče, ali me spremljajo. Vsi so zaploskali in postal sem član simfoničnega orkestra Radio-televizije Ljubljana. Sledilo je po letu dni igranje v orkestru, je sledil vojaški rok, mislim, ki ga je potem po pol leta obuke Franc Avsenek služil v orkestru Jugoslovanske armije. No, tam je kar nekaj sočnih zgodb, eno bomo prebrali. Ta zgodba o Tvihiju, vojaku, soločelistu, je bila bolj kot ne resna. Zato pa je zgodba kontrabasista, ki se je nekaj dne pojavil v domu, postala žlahtna komedija. Tisti dan je bil dirigent Budimir Gajić, ki je imel humorno navado, da je vsakega klical Đurica. Đurica tu, Đurica tam. In kot je navada v orkestru, dirigent predstavi vsakega novega člana. Tako je bilo tudi tokrat. Đurice, predstavi se, ga je govoril Gajić. Po imenu in priimku je povedal, da je iz nekega kraja v Južni Srbiji. Lepo, Đurice, dobrodošel. In začeli smo z vajo. Vsi smo seveda zaigrali z Dokom. Edino fant otvare pizzicato. Gajić je to opazil in ustavil orkester. Đurice, kaj tu igraš, Đurice? Igram, tovariš dirigent. Igram, tovariš dirigent, je po vojaško odgovoril. Kje pa imaš Dok, Đurice? Nikoli nisem igral z Dokom, jaz samo trgam. Je sledilo še vedno vojaški drži. Pa ti bereš note, Đurice? Nekatere, tovariš dirigent. Dialog je potekal tako, kot bi spremljal najboljšo srbsko humoristično oddajo. Đurica ni več prišel v orkester, poslali so ga v najbližjo kasarno. Za dom armije naj bi opravljal kurirske posle. Imel je stalno dogodilnico za območje Beograda, kar je skrbno izkoristil, tudi po 10 dni ga ni bilo videti. Zaupal nam je, da se kopa, sonči in lovi punce na kopališčih ob pomladi. Sledi prvo srečanje z dirigentom Antonom Nanutom. Ne vem natančno, zakaj je Mile odpovedal sodelovanje v komornem orkestru na poletnem festivalu v Trpnju na Pelješcu. Povabilo sem tako sprejel iz 2 razlogov. Zasluženi honorar je pokril stroške načrtovanega dopusta, tako da sva imela za točo soprogo brezskrben oddih. Drugi razlog je bil Anton Nanut. Rečeno je bilo, da bo orkester vodil on. Bil sem na koncertu v Beogradu, kjer je navdušil tamkajšnjo publiko, zato sem si ga želel spoznati v živo. Po nočni vožnji z vlakom iz Ljubljane do Pločna je morski zrak na kratki plovbi s trajektno ponovno osvežil in izvlekel iz zaspanosti.
Vendar v Trpnju, kjer bi moral glasbenike nekdo pričakati, kot je bilo dogovorjeno, žal ni bilo nikogar. Sonce je pripekalo, zaspanost in utrujenost sta se povrnili, slaba volja se je krepila. Kolega Vidrih, kontrabasist, ki se je pripeljal z avtom, ni okleval. Ukrcal se je na isti trajekt in se odpeljal nazaj. Nekaj nas je le minilo, da se zgodba ne more končati tako žalostno. Počakali smo. Ko je že minil čas kosila, se je iz sosednje gostilne prikazal Anton Nanut. Mirno je sprejel vso nakopičeno nejevoljo. Ko sem tudi jaz pristavil par besed, me je vprašal, kdo pa ste vi? Jaz sem tukaj namesto Mileta Kosija, sem odgovoril. Dobro, boljše bolje bi bil, če bi se pogovarjal z Miletom Kosijem. Vdihnil sem. Nikakršen čudež ni, da so ga v Dubrovniku pretekli zaradi podobnih dialogov, sem pomislil. Tedaj je besedo prevzel Pietro Cavaliere, glavni organizator koncertov na tem festivalu. Dobili smo namestitev, morje je bilo še vedno slano, sloviti Vingar še pobožal vrhunčice in dan se je končal, kot bi bili na dopustu. Naslednji dan, ko se je prva vaja bližala koncu, je maestro Nanut zaigral demonstracijo dirigentove pomembnosti. Nastopil je kot zakladnica znanja in edini, ki zmore in hoče nuditi pomoč nam, ubogim inštrumentalistom. Tudi sekcija viol je bila deležna tega blagoslavljanja. Po nagovoru sem skromno pripomnil, maestro, ali se ne bi o tem kaj več pogovorili z Miletom Kosijem? Kot bi strela pada z jasnega, je za hipec obstal, potem pa nadaljeval vajo, kot da ni bilo nič. Seveda, razumel je moje sporočilo. V naslednjih 45 letih sodelovanja sva postala dobra prijatelja. Pomagala sva si in skupaj naredila veliko dobrih posnetkov in koncertov. Tega dialoga pa nikoli več ni omenil. Na neštetih koncertnih gostovanjih po Italiji, ki smo jih opravili s komornim orkestrom Camerata Grazenzis, je prišlo tudi do tega zapleta. Na enem od teh neštetih gostovanj. Spet smo odhiteli v Italijo. Tokrat na koncert v Odercu. To pot smo sodelovali na opernem večeru. Paljači, Domači, Ruggero Leoncavala in Cavalleria Rusticana, kmečka čast Pietra Mascaglia. Ti dve operi se ponavadi znajdeta na sporedih skupaj, bodi si na odrih ali pa, kako tistega večera, v koncertni izvedbi. Tudi z dirigentom Lorenzom Castigliotto Skanderbegom smo imeli srečo. Vsaka nota od teh partitur mu je bila znana. Uživali smo. Vse je potekalo brez posebnosti do trenutka, ko se je tik pred začetkom med odrom in publiko pojavil sloviti televizijski voditelj Pippo Baudo. Soprog operne pevke Katje Ricciarelli, s katero smo simfoniki že nastopali. Super Pippo, kot so ga poimenovali, se je med ovacijami sprehajal pred orkestrom in odzdravljal številni publiki v polni dvorani. Kaj hitro se je v njegovih rokah znašel mikrofon in spektakel se je začel. Vseeno je bilo, kam je pogledal, iz pogleda je nastala zgodba. Po polnih 10 minutah monologa se je Super Pippo spomnil, da ima pred sabo tudi publiko. Za boljši vtis je pristopil k starejši obiskovalki in jo povprašal po njenih občutkih. No, tisti dan Super Pippo pri izvoru sogovornice ni imel srečne roke. Gospa je zgrabila mikrofon in vsem povedala svojo resnico. Poslušajte, ko doma vklopim televizor, je na prvem programu Pippo Baudo. Ko zamenjam program, je na drugem Pippo Baudo. Zdaj že vem, da je na tretjem tudi Pippo Baudo, ker očitno ni druge možnosti.
Danes sem prišla poslušati glasbo, ki imam rada, poslušam pa koga le, pipa Bavda. Bavdo se je obrnil na petah, odkorakal do sedeža, kjer je pustil plašč, namesto njega položil na isti stol mikrofon in brez pozdrava zapustil dvorano. Gospa je dobila zadoščenje v obliki aplauza, kamerata pa svoje po prihodu dirigenta za začetek nastopa. Razočarani so ostali organizatorji, ker z velikim imenom italijanske estrade niso dosegli želenega učinka. Profesor Avsenik ima vzporedno kariero, poleg solistične in orkestrske, je desetletja bil eden od stebrov ljubljanskega godalnega kvarteta, ki je bil eden najbolj uglednih tovrstnih ansamblov pri nas. V knjigi pa je, poleg opisa mnogih projektov kvarteta, tudi opisane zelo zašiljene vragulije. To preberem. Kaj se zgodi, če nekdo zamuja? Leta 2013 smo praznovali 30 let ljubljanskega godalnega kvarteta. Veselilo nas je, da se nam je spet pridružil Darko Brlek. Naš koncert na Blejskem gradu je bil izjemen dogodek. Nikoli pa ne bo pozabljen 232. koncert na 32. festivalu de Musica v Vila de Livia v Španiji. Takrat nismo vedeli, da zadnjič izvajamo deli, ki bi lahko predstavljali zaščitni znak našega kvarteta in kvinteta, Schubertov kvartet v A-modu opus 29 in Mozartov kvintet s klarinetom Kegel 581. Zaključil bom z Mozartovim kvintetom. Najpomembnejši so nastopi, res so ti najbolj vidni, ker pa tudi priprave prinesejo pomemben del celote, se je vredno spomniti kakšnega pripetljaja zvaj, ki bi jo sicer po krivici prekrila pozaba. Imeli smo redno vajo za nastop. Darko je nekoliko zapijal, ravno toliko, da smo klarinetistu nastavili glasbeno past. Ne vem več, ali smo si to bregodijo izmislili sami, ali pa smo kje slišali zanjo. Vsekakor smo jo tisti dan podarili Darku. Srčno smo tudi upali, da Darko nima absolutnega posluha, ker bi nas, če bi ga imel, takoj razkrinkal. No, lumbarija je pa taka. Kvintet je napisan v A-duru, torej so na začetku črtovja izpisani trije višaji, fis, cis in vis. Za lumbarijo pa je treba brati tako, kot če bi stali v začetku črtovja štirje nižani, B, S, As in Des. Tako da vstopa klarineta v tem primeru kvartet igra v A-duru, klarinet pa v dobri veri, kako je treba vstopi v A-duru. Razlika je za neavantgardno oko nevzdržnega poltona. Ko je Darko zaigral prvo noto svojega parta, je najprej pomislil, da je nekaj narobe z inštrumentom. Ob pogledu na obraze, ki so komaj zadrževali smeh in hkrati nedolžno gledali v svoje note, pa mu je postalo jasno, kaj smo si privoščili na njegov račun. Pred izbruhom smeha je potihoma izgovoril besedo, po kateri lahko bralec ugiba, in poslušalec, Darko pa nam jo je z razlogom povedal na glas. Včasih gre branje k koncu. Bistven del solistove kariere so seveda kritiški odzivi. No in ob izvedbi Mozartove koncertantne simfonije z Moniko Skalar, tu navzočo, je prišlo do neke kritike in tudi potem do ustreznih čustv v zvezi s tem. Naj prepišem odlomek kritike, posvečen najni izvedbi.
Skozi vse te stavke je bilo slišati nekoliko nemozartovsko razpoloženje. Samo z občasnimi dvigi v stabilnost in popolnost melodičnega stavka tega nesmrtnega genija. Ker je bil Mozart sam violinist, je zelo dobro obvladal dodani stavek in zvočne prijeme v njem, tako da je delo polno kompaktnega zvoka in igrivih idej Mozartove peresnosti. Prav slednje pa je v izvedbi primanjkovalo. Ne Mozartovsko razpoloženje, kakšno stanje duha je to, spoštovani? Žal ga ne poznam. O kompaktnem zvoku Mozartovi glasbi bi se morali pogovarjati nekoliko dlje, hitreje pa bi prišli do dna igrivim idejam. Zato imam te besede namenjene pravcem za neumestne. Predstavljam si, da so bile vržene na papir v žaru mladosti. Mlademu neizkušenemu je marsikaj dovoljeno, sicer pa kako ne verjamem kritiki, če podpisani ne zmore pravilno napisati niti mojega priimka. In ne mislite, da kaj zamerim. Povedati hočem le, da je o Mozartu težko pisati. Spominjam se člankov o raziskavah na kmetijah na Japonskem in v Holandiji, pa mogoče še kje. Tam so v hlevih z govedom predvajali Mozartovo glasbo. Krave so dajale več mleka, meso bikcev vzrejenih za zakol je postalo mnogo slastnejše. Da je to zadovoljstvo pri govedu zares vredno negovati, opažamo še danes. Vzor je kmetija Žampa iz doline Pesnice. Res, da pri njih kravice poslušajo tudi Vivadija in druge mojstre, pa vendar, če izvedba ustvari nemozartovsko razpoloženje, ni mleka in meso je trdo. Mogoče bo zdaj definicija nemozartovskega razpoloženja bliže. Sicer pa je na spletu z naslovom Mozartov efekt objavljeno razmišljanje znanstvenika Alfreda Tomatija iz teoretičnega fizika Gordona Shaw'ja. Vse je jasno. Knjiga se konča približno tam, kjer se začne, kot tista Prustova Magdalenica. Sedim v svoji delovni sobi. Moja soproga je brlog. Računalnik, ki ni v omrežju, dovolj velik pult, da na njem stoji tiskalnik, radio z gramofonom za vinilne plošče, omare, polne not, police, polne not in zgoščenk, električni pianino, 2 stola, polna not. Strečno okno na poželjni strehi ponuja dovolj svetlobe, slišim pa tudi najmanjšo kapljo dežja, ko pade nanj. V tem okolju končujem svoje spomine. Začelo pa se je nekega večera pred 2 letoma, ko me je soproga iz svoje TV sobe eno nadstropje nižje opozorila, ali moraš tako hrupno? V globok kuhinjski predal sem zdal pokrovke. Tisti hip se mi je spomin vrnil v Beograd leta 1949. Pokrovke? Tako se je vse začelo. Hvala Ivanu za navdihnjeno branje. Torej, današnji večer se bo nadaljeval z druženjem, ki bo pravzaprav bolj kot catering piknik. Knjigo pa lahko tudi kupite za poznižanje ceni. Mislim, da za 10 evrov in to bi bilo to. Hvala. Ja. En kipec. Kot vidite,
ste navzoči več ali manj moji znanci, s katerim rad in debatiram in se pogovarjam in tvorim na konec koncev tudi, ali pa sem, pravzaprav zdaj sem te upokojen. Ampak vse to mislim, da je vredno bilo zapisa in vredno na konec koncev bežnega spomina. Zdaj bi pa še gospod Elzo dal besedo. Čisto kratka. Izvolite. Dodala bi sam nekaj, kar ni bilo nič omenjen, da je Frank napisal, vsaj jaz vem za eno popevko. In je dal seveda tekst meni delati. In naslov je bil Ne dam ti srca. In jaz mene to še danes boli in mu danes izročam srce. Dovolite, to boš tak Frankiju. Zdaj še si čestitam. Hvala lepa. Jaz sem ena nesvojena glasbenica, ki je delala violino, ampak po srednji glasbeni je šla na medicino in je danes preklejena. In 25 let vodila kulturno-umetniško društvo v kliničnem centru in na medicinski fakulteti. In naša kamerata medika, zdravniški godalni orkester, je presrečen, ker je Franki prevzel to vodstvo po nekaj drugih dirigentih, ki so prav tako z veliko vnemo delali. Ampak tisto, kar si pravzaprav ti bil velik mojster, je bilo vedno znova to, da je znal tem, bom rekla, zdravnikom, entuzijastom, študentom medicine, tudi še kakšnim drugim tezgačem, ne zamerite izrazu, omogočiti, da so na čim bolj simplificiran način lahko odigrali težke stvari. Franki, tvoji aranžmaji so bili čez vse, ker to, da mi lahko zdravniški orkester ohranjamo, imamo krasne programe, ampak z malček triolc, pa vseh mogočih trilčkov in podobnih težkih stvari. To je brez tega. Triole so že težke. A triole, jaz se pravim, brez tega, ne, tako da smo res za to hvaležni. Ker tega ne zna vsak in tudi recimo to, da je znal prinesti malo tega revijskega duha, če hočete. Mi imamo recimo bolj pač ob nekih praznikih, koncerte in tako naprej in smo vsi potrebni predvsem sprostitve. Tako da ta nonšalanca, ki ni bila vedno zaželjena, ponekod na bolj formalnih stvarih, pa jo je tudi na nut obvladal, tudi to nonšalanco med drugim. Ti si znal to za nas, mislim, s tem nam ti zelo pomagaš, da ljudje, ki so se z ljubezni ukvarjali z glasbo in bi tudi mogoče imeli talente. Vse tukaj imamo profesor Moniko Skaler, ki je dva naša zdravnika pripeljala tudi do diplome oziroma do naziva akademskega glasbenika, in igrata, tako da imajo tudi talente, ampak veste, se treba odločiti za eno ali pa za drugo. Tako da, Frank, veš, to najlepša hvala, jaz ti ne morem na tak način dati srca, ampak ti si nam dal srce za medicino in ostani še dolgo z nami. Hvala ti. Zdaj pa vam lepo prosim, kajmo malo bližji unik. Bravo.